Kibernetska varnost, zaščitite svoje podatke in digitalno poslovanje. Organiziramo ga skupaj s partnerjem Zavarovalnico Triglav. V trenutnih razmerah COVID-19, ko se dogodki poslovanja in ostale aktivnosti selijo na splet, je to ena izmed najbolj pomembnih tem. Podatki, znanja in dokumenti, shranjeni na naših računalnikih in strežnikih, so za naše poslovanje izjemno pomembni. Z digitalizacijo pa postajajo vedno bolj ranljivi z vidika kibernetske varnosti. Podjetja in ustanove so vedno bolj izpostavljene različnim kibernetskim napadom, tako gospodarske družbe in posamezniki kot finančni trgi. Posledice tovrstnih groženj lahko ogrozijo njihovo poslovanje ali celo obstoj. Vedno večje število kibernetskih incidentov, nadaljnja digitalna preobrazba in nove regulativne pobude v Evropski uniji povečujejo tveganje za poslovanje podjetij. Naj omenim, da tudi po podatkih Sicerta se izjemno povečujejo zlasti napadi na mala in srednja podjetja. Zato je zagotavljanje varnosti na tem področju vse bolj nujno. Za kritje posledic tovrstnih nevarnosti zavarovalnice, predvsem za mala in srednja podjetja, ponujajo zavarovanje kibernetske zaščite. Danes boste izvedeli, kako lahko zavarovanje kibernetske zaščite pripomore k dodatni varnosti poslovanja podjetja ter pred čim z omenjenim zavarovanjem lahko zaščitite svoje podjetje in sebe. Z nami je gospa Nika Prhaj iz Zavarovalnice Triglav. Predavateljica bo odgovarjala tudi na vprašanja udeležencev, za specifične odgovore pa so iz Zavarovalnice Triglav na voljo tudi gospod Peter Filip Jakopič, gospod Luka Keršič in gospod Silvo Vrščaj. Webinar bo moderiral Goran Novkovič, izvršni urednik SBC-ja Kluba slovenskih podjetnikov. Veseli smo, da se je na tokratni SBC webinar prijavilo 34 predavateljev, čeprav zavedanje o pomenu zaščite pred kibernetskimi napadi v Sloveniji žal ni na dovolj visoki ravni. Verjamemo, da bomo to zavedanje zvišali tudi s takšnimi dogodki, kot je današnji. Webinar bo potekal tako, da bomo poslušali predavanje, vmes pa imate tudi že možnost za vprašanja, na katere bomo odgovarjali na koncu. Na voljo je sicer več možnosti za vaše vprašanja. V pogovoru chat in druga ikona na vrhu, med predavanjem in po koncu predavanja, ko bo tudi čas za vprašanja. Na koncu predavanja pa lahko tudi dvignete roko v aplikaciji z gumbom Raise your hand, dvigni roka, to je tretja ikonca. Ko vam bo predavatelj ali pa jaz kot moderator predal besedo, prosim, vklopite zvok, po potrebi tudi video in zastavite svoje vprašanje. Po predavanju boste prejeli prezentacijo in kontakt predavatelja oziroma predavateljice za morebitna kasnejša vprašanja. Preden pa začnemo, prosim še enkrat vse, ki ste nam se pridružili po začetku tega uvodnega dela, da izklopite zvok in video, obenem pa predajam besedo gospe Niki Prhaj. Gospa Nika Prhaj, beseda je vaša. Lepo pozdravljeni skupaj. Se slišimo? Vse v redu? Vse slišimo. Zelo dobro. Super. Kar izvolite. Ker se v Zavarovalnici Triglav zavedamo, da verjetnost kibernetskega incidenta abnormalno raste v zadnjih letih in da lahko pusti katastrofalne posledice vsakemu podjetju, smo danes tukaj z vami, da vam predstavimo, kako lahko zavarovanje kibernetske zaščite pripomore k dodatni varnosti poslovanja podjetja. Moje ime je Nika Prhaj, sem višji zavarovalni komercialist v Zavarovalnici Triglav. Z menoj so med občinstvom še direktor službe za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov gospod Peter Filip Jakopič, vodja odgovornostnih zavarovanj gospod Luka Keršič in višji prevzemnik odgovornostnih zavarovanj gospod Silvo Vrščaj, ki vam bodo na koncu predavanja seveda skupaj z menoj na voljo za kakršnakoli vprašanja oziroma morebitne nejasnosti. Takole, podatki, znanje, dokumenti shranjeni na računalnikih in na strežnikih so za poslovanje podjetij izjemno pomembni. Z digitalizacijo postajajo pa vse bolj ranljivi z vidika kibernetske varnosti. Podjetja so vse bolj izpostavljena različnim kibernetskim napadom, zato je zagotavljanje varnosti na tem področju vse bolj nujno. Kibernetsko tveganje predstavlja vse večje skrb za institucije, gospodarske družbe, posameznike, finančne trge, saj lahko posledice tovrstnih groženj ogrozijo poslovanje podjetja ali pa celo obstoj podjetja. Smo v dobi interneta, globalne povezanosti, razvoj novih tehnologij, digitalne preobrazbe, zdaj najbolj aktualno e-poslovanje, delo od doma, nove regulativne pobude v EU. Smo tik pred uveljavitvijo novega zakona,
ki je trenutno še v usklajevanju, ta ZVOP-2, kjer so kršitve po GDPR-u sankcionirane z izjemno visokimi kaznimi in globami. Vedno več je internetnih uporabnikov, vedno več je naprav povezanih z internetom in vse to samo dodatno odpira poti in omogoča dostop oziroma vstop do podatkovnih baz zlonamernim kibernetskim napadalcem oziroma tako imenovanim hekerjem. Kaj sploh je kibernetski incident? To je kakršenkoli nepooblaščen dostop preko javnega omrežja, torej interneta, do informacijskega sistema in kakršnihkoli baz podatkov, a je to z virusom, s programi ali DOS napadi, je kaznivo dejanje in ga je potrebno v 72 urah prijaviti informacijskemu pooblaščencu. Če pogledamo številke za Slovenijo, za leto 2019 strani Nacionalnega odzivnega centra SIČER, to je v bistvu center, kamor pokličejo uporabniki, ko zaznajo kibernetski incident in predvsem, ko ne vejo, kaj narediti, da jim lahko svetujejo in pomagajo, so, da je v letu 2019 bilo obravnavanih več kot 2700 incidentov. To je 12% več kot v preteklem letu. 2/3 incidentom predstavljajo spletne goljufije, večinoma so to phishing zlorabe. Te phishing zlorabe so porasle za 94% glede na preteklo leto. Najbolj zaželena so gesla za predale elektronske pošte, saj goljufom omogočajo nadaljnje zlorabe z škodljivimi kodami. Trend ciljanja so na poslovna okolja. Zakaj? Cilj so mala in srednja podjetja, ki nimajo IT sistema oziroma zaščite, kot jo imajo večje korporacije. In je verjetnost uspešnega kibernetskega napada seveda veliko večja. Kaj so v bistvu najpogostejši računalniški incidenti? Škodljive kode, ribarjenje, to je phishing, nezaželena pošta, razno skeniranje in tipanje naprav, vdori pri spletnem nakupovanju. Vedno je pa vektor napada isti, le posledice so različne. Na primer, škodljivo kodo vam lahko preko lokalne ali pa oddaljene okužbe elektronske naprave pošljajo različne viruse. To je lahko trojanski konj, izsiljevalski virus, to mogoče po moje, da ste že vsi slišali, no, ko zahtevajo odkupnino za geslo, da lahko ponovno dostopate do svojega informacijskega sistema, pošljajo različne tako imenovane črve, vohunske programe in podobno in vse z namenom pridobiti različna uporabniška imena, gesla, podatki v kreditnih karticah, kraja osebnih podatkov, dostop do e-bančnega računa, kar vam lahko tudi protipravno odvzamejo denarna sredstva, torej s kibernetskim kriminalom, pošiljanje nezaželene pošte, vam lahko okrnijo ugled. Najpogostejši način napada je tako imenovan phishing napad. To je vrsta napada z lažnim predstavljanjem, najpogosteje v elektronskih sporočilih, ki skušajo prejemnika prepričati v razkritje občutljivih podatkov oziroma gesel, v prvi vrsti za dostop do elektronske pošte, na podlagi katere lahko potem pridobijo uporabniške dostope do mnogo drugih podatkovnih baz oziroma portalov. V bistvu za predstavo, večinoma se v različne baze ali kakorkoli prijavljamo za elektronsko pošto in ko imajo enkrat dostop do elektronske pošte, so vse te baze podatkov, portali odprte za njih. Vsi poznamo tako imenovani ransomware, to je ta izsiljevalski virus, se pravi, ko zahtevajo odkupnino, da vam lahko odprejo nazaj dostop do vašega sistema. Še hujši je pa emotet, ki si je v zadnjem letu v Sloveniji res skokovito porastel. Ta pa naredi v bistvu veliko backdoorov, to so tako imenovani stranskih vrat, ki omogočajo napadalcu povezovanje na računalnik in upravljanje z njim. Dodatno iz vseh brskalnih profilov lahko ukrade gesla, ki jih kasneje uporabi za ostale napade. Lahko izklopi nekatere antivirusne sisteme, prenaša napadalcu ostale zaupne podatke podjetja, zna v omrežju tudi sam pride do administratorskih gesel in tako lahko tudi do popolnega prevzema sistema. Če pogledamo število obravnavanih incidentov po letih, vidimo, da to res izjemno skokovito raste. V zadnjih 10 letih se je to število povečalo za kar 4-krat. Če pogledate leto 2010, 480 prijavljenih incidentov, v lansko letnem letu pa čez 2700. Kaj to pomeni v številkah, je razvidno tukaj. Dejstvo pa je, da je dejansko število incidentov in škode vsaj 3-krat večje, saj se oškodovana podjetja v največjih primerih ne želijo izpostavljati in krniti svojega ugleda. Raje plačajo to odkupnino
in mislijo, da je potem tega konec. Hkrati se pa ne zavedajo, da s tem, ko dobijo dostopno kodo, ta lahko da sploh ni prava ali je pa virus še vedno prisoten v sistemu in se stroški lahko samo povečujejo. To so dejanske škode v Sloveniji izplačane v preteklem letu. Mi smo vam pripravili nekaj nasvetov, kako preprečiti kibernetske napade in kako poskrbeti za ustrezno zaščito. Glavni nasveti za varnejše poslovanje so, da morate redno posodabljati operacijske sisteme, aplikacije, morate imeti ustrezno nameščen in upravljan požarni zid. Namestite zanesljive protivirusne programe in jih posodabljajte. Ni dovolj, da je samo nameščen, mora biti tudi posodabljen sistem, kakršenkoli pač že. Na računalnike, mobilne telefone, prenosnike, USB, vse, kar se nosi ven iz podjetja, nameščajte zgor programsko opremo, ki jo potrebujete za upravljanje nalog in naj bodo ustrezno šifrirana, ko zapustijo varovano omrežje. Uporabljajte močna gesla, ki naj bodo za različne račune drugačna in jih redno menjavajte. Poskrbite za varnostno kopiranje ključnih podatkov, če je le mogoče na oddaljeni lokaciji. Imejte vpeljane in predvsem pomembno redno preverjane postopke prepoznavanja kibernetskih incidentov in seveda tudi odziva na le-te. Se pravi, da veste, kaj pomeni sploh sum na kibernetski incident, kaj naredi takrat in to ponavljati in razlagati zaposlenih. Zavedati se morate, da imate lahko najboljše varnostne sisteme, ampak če ljudi ne boste usposabljali in ozaveščali o nevarnosti, imate zelo, zelo veliko verjetnost kibernetskega incidenta. Saj človek je najšibkejši člen v verigi. Potreben je res samo en napačen klik. Hkrati so to tudi minimalni pogoji informacijske zaščite, ki jih tudi mi zahtevamo od svojih strank oziroma potencialnih zavarovancev, da sploh lahko ponudimo zavarovanje kibernetske zaščite. Se pravi, mora biti poskrbljeno za to osnovno informacijsko varnost. Torej, kaj sploh je zavarovanje kibernetske zaščite? Mi smo prva zavarovalnica v Sloveniji in v regiji Adria, ki je zaznala to potrebo in pripravila ustrezen produkt, ki v primeru kibernetskega incidenta minimalizira stvarne in nestvarne posledice le-tega, kar je zelo pomemben ukrep za povečanje kibernetske varnosti. Pomembno je, da se zavedate, da zavarovanje kibernetske zaščite ne nadomešča ustrezne IT zaščite ali pa dobrega IT ponudnika oziroma oddelka. Mi delamo z roko v roki, en z drugim. Noben IT ponudnik oziroma najboljši IT oddelek ne more dati zagotovila, da do kibernetskega vdora ne bo prišlo. Lahko pa to verjetnost le zmanjša. Veliko svetovnih raziskav je pokazalo, koliko pa je ta odstotek, ker lahko nek dober IT provider pa zagotavlja zaščito. In so prišli do tega, da več kot 80% nikakor nihče ne more zagotavljati. Se pravi, vedno bo lahko heker našel luknjo, kje priti do podjetja. Se pravi, na nas je pa, da se ta učinek oziroma čim bolj zmanjša. Predvsem pa noben IT ne ko pride do kibernetskega incidenta. Zato smo pa mi tukaj, ki smo rekli, da bi pa radi te rizike pokrili in omogočili podjetju čim več pokritih rizikov, kar jih lahko doleti pri poslovanju podjetja. Zavarovanje kibernetske zaščite za mala in srednja podjetja pokriva 3 področja. To je lastna škoda, škoda tretjih in tudi hkrati imamo asistenco. Obseg zavarovalnega kritja je tukaj, se pravi, imamo odziv na incident, imamo stroški ponovne vzpostavitve sistema, odgovornost za kršitve zaupnosti in zasebnosti, odgovornost za omrežno varnost. To so temeljna zavarovalna kritja, opcijsko se lahko zavaruje tudi obratovalni zastoj, kibernetsko izsiljevanje in kibernetski kriminal. Tukaj bi rada poudarila, da se za vsako podjetje naredi individualna ponudba. Tukaj ni nekih pavšalov, osnova je izpolnjen vprašalnik, kjer mi vidimo različne parametre, kakšna je IT zaščita, število zaposlenih, letni promet, panoga in tako dalje, in na podlagi tega oblikujemo zavarovalno premijo. Zdaj, če gremo mogoče malo natančneje pogledati, kaj dejansko ta kritja v okviru zavarovanja. Pri lastni škodi je ena izmed odziv na incident. Pri odzivu na incidentov mi dejansko pokrijemo vse stroške
strokovnjaka za izvedbo preiskave in pripravo poročila o kibernetskem varnostnem incidentu, ki ga moramo predložiti seveda informacijskemu pooblaščencu. Stroški izpolnitve zahtev veljavne zakonodaje z področja varstva osebnih podatkov, na primer obveščanje informacijskega pooblaščenca ali posameznikov, na katere se nanaša osebni podatki, stroški svetovanja strokovnjaka za upravljanje in varovanje ugleda zavarovanca do konca obdobja varovanja po kršitvi varstva podatkov, pravni stroški zoper morebitnega ukrepa informacijskega pooblaščenca, se pravi, če vam naloži globe in kazni, ali da jih morate obveščati, to je vse tudi krito z zavarovanjem. Stroški ponovne vzpostavitve sistema so vsi stroški potrebni za ponovno vzpostavitev podatkov in programske opreme po kibernetskem varnostnem incidentu v stanje, ki je najbližje, kolikor je pač le mogoče, kakor je bilo pred samim incidentom. Se pravi, da vam povrnemo v stanje, ki je bilo prej, da vi lahko poslujete naprej. Obratovalni zastoj, to je ena izmed opcij, ki se lahko zavaruje, ki jo seveda svetujemo. To je pa škoda zaradi izgube kosmatega dobička v obdobju prekinitve poslovanja zaradi kibernetskega varnostnega incidenta. Se pravi, čas, v katerem vi ne morete poslovati, ker imate sistem zaklenjen, ker nimate podatke restavrirane, kakorkoli pač že, je ta izguba, se pravi, pokrita s tem zavarovalnim kritjem. Potem sta pa še kibernetsko izsiljevanje in kibernetski kriminal. Kibernetsko izsiljevanje so, se pravi, stroški odkupnine, ki jo morate plačati, če ni možno izbrisati pač naša naloga oziroma mi stremimo k temu, da najprej naredimo vse, kar je v naši moči, da se virus zbriše, odstrani, karkoli pač že, in zadnje, kar je, plačamo odkupnino, seveda, če se ne da rešiti, tudi mi plačamo, se pravi, zavarovalnica plača, če ni druge variante. In seveda z vsemi dodatnimi stroški, ki so zraven s tem povezani. Kibernetski kriminal, to sem že prej omenila, se pravi, tu zavarovalnica povrne zavarovancu vsa nezakonita denarna sredstva kriminala. Kaj pa je ta kriminal? To je kakršenkoli nepooblaščen elektronski prenos zavarovančevih denarnih sredstev z njegovega bančnega računa, ki ga stori tretja oseba. Se pravi, tretja oseba, ne nek zaposleni. Se pravi, mora nekdo vdreti, priti v vaš sistem, vdre v spletno banko in vam pobere sredstva iz računa. Kar se tiče škode tretjih, je v bistvu tudi odgovornost, dve različni veji. To je odgovornost za kršitev zaupnosti in zasebnosti. Tukaj so vsi stroški nastali zaradi odškodninskih zahtevkov tretjih oseb ali pa zaposlenih zaradi kršitve varstva podatkov v zvezi z zaupnimi ali osebnimi podatki ali pa zaradi kršitve veljavne zakonodaje o varstvu podatkov in seveda tudi vsi pravni stroški vezani na to temo. Tukaj je tudi odgovornost za omrežno varnost. Tukaj so stroški nastali zaradi odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, zaradi kibernetskega varnostnega incidenta, kraje podatkov ali pa napad za nedosegljivost, ohromitev storitve na računalnike sistema tretjih oseb, ki so povzročeni neposredno zaradi zlonamernega dejanja. Se pravi, mogoče bolj po domače, če preko vašega sistema pride virus k vašim strankam in do obremenitve, nedosegljivost, ohromitev storitve, je ta odgovornost tudi tukaj zavarovana. Najbolj glavno je pa, da imamo tudi asistenco. Se pravi, z zavarovalno polico dobite številko, kamor lahko pokličete ob kakršnemkoli sumu, da se je nekaj začelo dogajati, ali je, da se vam začne nekaj rušiti. Vi lahko pokličete in takrat boste imeli vse strokovnjake na voljo, ki vas bodo usmerili, kaj narediti. Ker najbolj glavno je tisto, ko vidite, da nekaj se dogaja, pa veste, kaj narediti in koga poklicati. Mi imamo tukaj vse strokovnjake v bistvu združeni, ki vas potem lahko usmerjajo glede na to, kaj je potrebno. Tukaj smo pripravili en tak poenostavljen prikaz, kako to izgleda. Kako izgleda najbolj pogost kibernetski incident. Torej, da preko elektronske pošte dobite okuženo ali pa neokuženo datoteko. Tudi lahko dobite neokuženo, se pravi, antivirus sploh ne zazna. Potem pa, ko se pa inštalira, se pa virus sam sproži. In to je v bistvu sploh nemogoče tak vdor preprečiti.
S tem omogočite dostop nepooblaščeni osebi do centralnega sistema in s tem do različnih baz podatkov, do spletnih strani, spletne banke, do različnih dostopov, vse, kar imate vi vezano v vašem informacijskem sistemu. Mogoče malo za prikaz, kako to izgleda. To so naši slovenski primeri. Kot sami veste, je bilo kar nekaj odmevnih primerov v Sloveniji, ki so utrpeli kibernetski napad in s tem nekateri tudi precejšnjo finančno škodo. Najbolj znana je bila zdaj nedavno Lekarna Ljubljana, nekaj časa nazaj Revoz, Luka Koper, Gorenje, NLB, Petrol, ko so jim udarili aplikacijo in še mnogo drugih. Žal so znani samo primeri velikih podjetij, saj je le tam kibernetske napade zelo težko prikriti. Zavedati pa se morate, da se največ napadov zgodi v malih in srednjih podjetjih, kar 70% vseh kibernetskih napadov se zgodi v malih in srednjih podjetjih, ampak so prikriti zaradi strahu pred izgubo ugleda in obstoječih ter seveda tudi potencialnih strank. Kdo bi si pa želel recimo skleniti posel s podjetjem, za katerega ve, da je bil žrtev kibernetskega napada, če le ima alternativo izbrati nekoga drugega, se bo sigurno za njo odločil, saj je normalno, da vsakega skrbi za svoje podatke. Torej, kakšne so posledice kibernetskega incidenta za podjetje? V prvi vrsti neodzivnost, nezmožnost poslovanja. Zaradi tega lahko tudi posel izgubite, ko imate roke, če jih ne morete doseči. To je tako, kot če bi si predstavljali, kako bi delal v službi, če računalnik ne dela. Danes je to žal praktično nemogoče. V povprečju traja 10 dni za razrešitev kibernetskega incidenta, pa še to, če so vsi pogoji popolnoma izpolnjeni, da veste, koga pokliče, da imate vse strokovnjake, da se vse takoj naredi, ko se le da in da je tudi zaznan pravi čas. To seveda potem tudi vodi v izgubo ugleda. Kot je znano, 1% padec ugleda povzroči 3% padec prodaje. Žal mi pač ne moremo zavarovanjem ugleda povrniti, lahko pa s hitrim in strokovnim odzivom na incident pomagamo čim bolj zajeziti to škodo. Poleg tega pa vaše poslovanje stoji, ker ne morete obratovati, imate tudi neke stroške povezane s tem, to je pa obratovalni zastoj. Zavedati se morate, da ste vi odgovorni za vse podatke, ki jih hranite. In koliko pride do zlorabe, lahko pride tudi do odškodninskih zahtevkov teh lastnikov podatkov. Ali so to stranke, ali so to vaši zaposleni, lahko izgubite podatkovne baze in s tem še povezano veliko različnih kršitev po GDPR-ju. Zdaj, ko sem že omenila, nov zakon ZVOP-2 je še trenutno v usklajevanju in ko bo predvidoma v naslednjem letu tudi uzakonjen, so tukaj res zelo izjemno visoke globe in kazni. Tudi zdaj so kazni, ampak se izdajajo še po ZVOP-1. Ne vem, če veste mogoče koga poklicati v primeru incidenta, kdo vam bo pomagal vrniti stanje pred incidentom? Po zakonu ste dolžni obvestiti informacijskega pooblaščenca v 72 urah, le ta vam pa lahko naloži globe in kazni in morebitne ukrepe, predvsem pa to, da morate vse stranke obvestiti. In ravno zato marsikdo tega sploh ne naredi in poskuša na svojo roko z marsikom pač to reši, kakor se le da. Torej, zavarovanje vam omogoča takojšnjo pomoč, vse bistvene, potrebne strokovnjake, ki so potrebni, to so IT specialisti, forenziki, svetovalci za ugled, pravniki, vse imate takoj na voljo. Vnaprej imate znane limite, do katerega zneska se pokrije nastala škoda. To v bistvu se določi že v začetku zavarovanja, se pravi izbrana zavarovalna vsota, to je ta maksimalen najvišji zgornji limit, do kje se škoda krije. Seveda imate tudi vnaprej znan strošek, se pravi, to je premija, koliko plačate za to zavarovanje, ker ko se zgodi kibernetski incident, vi ne boste vedeli, koliko je ta strošek končni, ki vam bo prinesel, ki ga boste v bistvu mogli pokriti, da lahko poslujete naprej. S tem imate res možnost minimaliziranja stvarnih in nestvarnih posledic. Torej, če povzamemo, kibernetski napad je postal res globalni rizik, ki lahko ogrozi poslovanje podjetja do te meje, da ni sposobno več poslovati. Po vseh svetovnih raziskavah je rizik kibernetskega napada na prvem mestu, na drugem mestu so recimo naravne katastrofe. Tako da to je res en tak podatek, ki se lahko zamislimo vsi skupaj, ne?
Kibernetski napadi so res najpogostejši v malih in srednjih podjetjih, 70% le-teh. In pomembno, da se zavedate, da IT ponudnik, storitve, oddelek, karkoli pa že nikakor ne nudi 100% zaščite pred kibernetskim napadom. Sploh pa ne finančnih posledic. Se pravi, pol, ko se zgodi, vam noben IT-ovc ne bo povrnil vse te škode. In zavedati se moramo, da je nujnost kibernetske zaščite že skoraj kot požarna zaščita. Ko kupaš hišo, kupaš požarni javljalnik, da boš vedel, ko bo zgorela. Tako je, ko imaš podjetje, poskrbi, da imaš zaščiteno tudi svojo IT strukturo. Ker ko enkrat nimate dostopa do računalnika, nimate nič v podjetju. Redko katero podjetje ni vezano na računalnik in na internet in baze podatkov in tako dalje. Predvsem ni vprašanje, ali se bo kibernetski incident zgodil, ampak kdaj se bo. In poskrbite za to, da ste dobro zavarovani. Tako da, to je to iz moje strani. Hvala za pozornost. Če imate kakršnakoli vprašanja, imamo tukaj še strokovnjake za karkoli vprašanja ali kakorkoli. Zdaj jaz v klepetalniku ne vidim vprašanj. Ne, zaenkrat ni vprašanje, ampak mogoče, gospa Prhaj, samo eno vprašanje bi želel kdo od vaših sodelavcev mogoče še kaj dodati, ali lahko mogoče naše goste kar povabimo k vprašanjem. Silva, Peter, Luka? Bi še kaj dodali? Ne, jaz mislim, da nekaj je Luka, se oglašam, Keršič, vodja odgovornosti zavarovanja. Da je lepo povzela, da bistvene podatke je podala, tako da če so kakšna vprašanja, bomo z veseljem podali odgovor. Ok, potem povabimo naše goste k vprašanjem. Medtem, ko bo mogoče kakšno vprašanje prišlo, imam pa jaz nekaj vprašanj, če smem. Videli smo podatke za leto 2019, če se dobro spomnim, napram letu 2018. Ali imate glede na vaše odškodninske zahtevke, ki jih stranke pošiljajo, kakšen občutek oziroma uvid o tem, kaj se je zgodilo v letošnjem letu, glede na to, da je precej podjetij bistveno bolj preskočilo na digitalno poslovanje, zaradi seveda razmer, v katerih se nahajamo zaradi COVID-19? Zdaj, mogoče, če lahko tole, kar jaz povem, no. Kar se tiče prav odškodninskih zahtevkov, dejanskih škod, kar se tiče naših zavarovancev, ki imajo zavarovanja sklenjena, nismo imeli. Je pa res, da ta odstotek je majhen, da bi lahko govorili na splošno o trgu. Zato je ta v bistvu SIČERT, ki povzema te podatke o škodah in o številu obravnavanih incidentov. Se pravi, mi imamo kot zavarovalnica v bistvu trenutno za leto 2020 vpogled v tiste, ki imajo sklenjena zavarovanja. Tisti, ki pa pač nimajo, dejansko tudi niso, bom rekla, upravičeni. To je v bistvu edini riziko, ki je izključen po vseh drugih zavarovalnih vrstah. In se je tudi dejansko, bom rekla, do zdaj še ni dal zavarovati. Tako da nekih števil, kar se tiče zavarovalniškega vidika, mi nimamo še ta pravih. Je bolj ta SIČERT, to, kar sem že prej povedala, tudi ni, bom rekla, niso relevantne kaj preveč, ker so dejanske vsaj 3-krat večje. Razumem. Imamo 2 vprašanji že. Gospod Nenad Pavlović sprašuje, zanima ga, bilo je napisano, da moramo namestiti zanesljive protivirusne programe. Kateri so to in zakaj, oziroma s katerimi programi ščitite vaše stranke? Verjetno želi vprašati gospod Pavlović, katere priporočate oziroma katerimi imate najboljše izkušnje. Tukaj je po moje, kar se tiče IT samega programa, imena programa, so pač pomembno je, da so te bolj ta zadnje verzije, da se sistemi restaurirajo, da se posodabljajo, da to pomeni, da ko ga enkrat inštaliraš gor, ne pomeni, da to kar deluje. Pač vse posodobitve, ki jih itak avtomatsko ponavadi dobivamo, da jih sam lepo nalagamo sproti in tudi testiramo, da res deluje tako, kot je treba. Ne, da bi vam jaz rekla, ta program priporočamo, to res pač ne moramo reči. So različni, vsak ima svoje dobre, slabe stranosti, tako da tukaj je mogoče res bolj vidik, ne vem, nekega IT strokovnjaka, ki bi lahko to svetoval.
Tako da tukaj je samo pomembno, da je res posodabljeno sproti, no, to. Da ni pol kaj nameščen, pa 10 let stoji eni in isti, a ne. Gospod Blažni Batista pa sprašuje, kakšen je cenovni razpon takšnega zavarovanja za malo podjetje? Ja, zdaj tako, v bistvu to, kar sem omenila. Premija je različna od panoge, od velikosti, od prometa, od varnosti, kakršna je, ampak premije niso visoke. Dejansko so od 200 evrov že naprej mogoče, pa vse potem gor, ne vem, imamo tudi za 30 000 zavarovanje, ampak so to res velike industrije, velike zavarovalne vsote, a ne. Zato je premija pripravljena res individualno za vsako podjetje. Na koncu predavanja boste vsi udeleženci dobili poleg predstavitve še vprašalnik, na podlagi katerega lahko vsakemu pripravimo informativno ponudbo, nezavezujočo, tako da imate občutek, kaj to pomeni in da si znate predstavljati, ne, se pravi, koliko je to, kar vložim, pa koliko je to, kar imam dejansko pol pokrito, a ne. Tako, kot ste videli, tlele je res ta spekter zelo visok, lastna škoda, odškodninski zahtevki, asistenca, a ne. Tako da ni visoka cena glede na to, kaj se dobi, no. Tako da jaz predlagam, da izpolnite vprašalnike, dobite ponudbo v parih, lahko tudi v istem dnevu še, a ne. Mogoče eno pod vprašanje tukaj, te podatke pa mogoče imate oziroma vsaj znate opisno oceniti, kakšni so najhujši napadi do zdaj bili oziroma do katere vrednosti se lahko gibljajo številke oškodovanja, zneske oškodovanja? Ja, imamo tudi do 5 milijonov zavarovalne vsote, mi lahko, se pravi, da pokrijemo, a ne. Se pravi, mi imamo možnosti od 50 000 v razponu do 5 milijonov, lahko je zavarovalna vsota ta zgornji limit določen pač tudi višje. To se pol nekako določi približno glede na promet, glede na velikost, kaj to pomeni za samo poslovanje, v bistvu to pol skupaj nekako ocenjujemo, kaj je to, kar je potrebno, a ne. Gospod Dušan sprašuje, kako oziroma ali so določeni minimalni pogoji obstoječe IT zaščite za sklenitev zavarovanja? Verjetno predvsem mislili na kako, ali verjetno so, ne? Ja, tako kot sem že prej omenila, ne, mi imamo te neke minimalne zaščite, ki zahtevamo, se pravi, da so posodabljeni sistemi, da so varnostna kopiranja, da se podatki šifrirajo, ko zapustijo, ker recimo zdaj zelo imamo že kar vsi maile na telefonih, a ne, in mi recimo zahtevamo, da so tudi zaklenjeni, se pravi, ko greš ti, ko zapustiš neko varno območje, da rabiš PIN, temu se reče šifriranje, da imaš dostopa, ker če vam kdo ukrade ali laptop ali prenosnik ali telefon, ima dostop do vašega informacijskega sistema oziroma v podjetju, to je pač zelo rizično, a ne. Tako da mi v vprašalniku so take 4 vprašanja, ki morajo biti, se pravi, da, oziroma jih mi zahtevamo, ampak ponovadi vsako podjetje to tudi ima, se pravi, antivirusni programi, posodabljanje, kopiranje in tole šifriranje podatkov, no. Mogoče tukaj eno pod vprašanje, kaj pa se zgodi, če recimo v samo določenem delu stranka ne zagotovi minimalne kibernetske zaščite, pa bom poskušal ponazoriti zelo take praktične primere, tam je bilo eno od pogojev zelo zanimiv, tudi ta pravilen, seveda, da je treba seveda izobraževati zaposlene, ampak recimo, da se zgodi, da od 10 zaposlenih 2 nista bila izobraževana, ki jih ni bilo, sta bila na bolniški, pa je podjetje pozabilo. Je to lahko ključen moment, da potem zavarovanje ne velja, ali se gleda bolj življenjsko, zdravo razumsko pri tem? Ne, tole izobraževanje v bistvu ni pogoj, no. Zdajle vam bom jaz delila tlele ekran, pa vam bom pokazala, kateri so ta 4 vprašanja. To je bil bolj kot nasvet, ne. Se pravi, kljub temu, da mi imamo lahko top zaščito, vse narejeno, pa ne vejo, da ne izobražujemo zaposlenih, je en klik potreben. To je bilo bolj kot nasvet, a ne. A vidimo zdaj vsi tale naš vprašalnik? Vidimo. Se pravi, tukaj imamo tole področje, tehnična zaščita. Tale vprašanja, ki so tukaj, mora biti odgovor da. Če je kakšen odgovor, ne, mi zavarovanja sploh ne ponudimo. Se pravi, to ne pomeni zdaj, da če tukaj ne, mi damo zavarovanje, vi plačate pa pol ni krito. Ne, mi ga sploh ne ponudimo. Zdaj pa, če gremo na hiter čez, se pravi, ali imate protivirusno zaščito? Odgovor da, verjetno ja, ne. Se pravi, ali se posodablja samodejno, da ali pa pač ne. Ali so internetne točke dostopne,
ali so internetne dostopne točke zaščitene s požarnim zidom. Se pravi, mi hočemo, da ja. Ali se je zagotovljena zamenjava vseh privzetih gesel, na primer nek usmerjevalnik. Se pravi, da ti, ko vtipkaš, ne vem, prvo črko, da se ti ne bo to sam kar izpolnil, ne. To, kar smo že prej omenili, se pravi, to mora biti da. Se pravi, to šifriranje teh mobilnih naprav, ko preidejo izven varovanega območja, da so zaščitene z geslom in da se izvajajo avtomatično varnostna kopiranja in kako pogosto. Če je na katero izmed teh 4 oziroma 5 vprašanj odgovor ne, mi že ne ponudimo zavarovanja. Oziroma se poskušamo dogovoriti, da bomo rekli, to so neke minimalne zahteve, ki jih ponavadi podjetje tudi ima. Ampak recimo, da ena izmed teh pa ne bi imel, mi damo nek rok, pa če se za podjetje odloči, da bi pa vsem to naredil, pa potem naredimo. Ampak to naj bo hkrati tudi priporočilo za podjetja, da vsaj to pa res morajo imeti. Tako. In to je edini pogoj, ki ga mi damo, da sploh naredimo zavarovanje. Tako. Super, najlepša hvala za izčrpen odgovor. Je mogoče še kakšno vprašanje strani naših udeležencev? Vidim, da so praktično vsi še vedno z nami, tako da jih očitno tema zelo zanima, ker nas veseli. Lahko tudi dvignete roko, lahko vpišete v chat vaše vprašanje. Jaz sem prej ugotovil, gospa Prahaj, ko ste govorili, da je seveda možno, da sploh ne zaznamo, da se je to vohunje ali kaj podobnega, ali je mogoče pa, da sploh ne vemo kar nekaj časa, da smo napadeni? Ja, absolutno, ja. Najbolj je to, ko pridejo v sistem, recimo so v sistemu, ampak še nimajo uporabniških gesel, in oni potem, se pravi, poskušajo na različne načine noter. Se pravi, bom rekla, te informacijski sistemi so narejeni tako, da so blokade. In ko gre mimo ene blokade, naleti na drugo. In tako se počasi širi v različne veje. Lahko je, se pravi, tudi, ne vem, da je lahko v sistemu, bom rekla, heker ali virus ali kakorkoli, tudi po par mesecev. Pa vi za to sploh ne veste, dokler ni neke dejanske škode. Se pravi, dokler ne pride, joj, moje podatki so bili tam nekje objavljeni, kako, od kje, ali pa ne vem, ne morem več poslovati. Se pravi, ni samo ta, bom rekla, kibernetsko izsiljevanje, ni samo to, da vam oni zaklenejo, pa takrat res ne morete, to veste, ker ne morete, ampak oni so res lahko v temu in vam počasi kradejo podatke. Ali pa denar, ampak rabijo čas, ko pridejo v neko vejo, vi lahko, da ne veste, mogoče malo zatrese ekran, mogoče kaj, ampak se rečete, ok, mogoče je sam ekran, ampak dejansko je lahko nekdo v ozadju. Ok, vidim, da vprašanj ni več. Jaz imam samo še eno, ki mi je bilo zanimivo mojega profesionalnega bivšega življenja. Videl sem tam, če sem dobro razumel, 67, kar pomeni med kar velikim odstotkom oziroma številom napadov prek tako imenovanih novinarskih vprašanj. Sem to dobro opazil? Ja, to je bilo pa v bistvu, to je pa podatek strani Sicerta. So oni v bistvu zbrali različne dogodke, kaj se je zgodilo, in to je bilo eden izmed teh podatkov, tudi, Ali to pomeni, da se skrivajo pod lažnim imenom novinarjev ali prek novinarskih vprašanj enostavno zaradi tega, ker tako pogosto komunicirajo novinarji, lahko pride do virusa? Ja, tako, oboje. Tako povzročijo tudi škodo, bom rekla, ugleda. Ok, če ni vprašanj, najlepša hvala vsem za vašo pozornost. Prišli smo do konca današnjega SBC webinarja. Še nekaj informacij za konec. Posnetek današnjega SBC webinarja vam bomo poslali, tako da ga boste lahko delili tudi z vašimi sodelavci. Vabim vas tudi k neposrednim vprašanjem našim predavateljem po webinarju. Kontakt in še mnoge druge podatke vam bomo poslali tekom dneva. Bomo pa zdaj še eno vprašanje se je pojavilo, tako da predlagam, da tudi tega pogledamo. Gospod Jan Topše sprašuje, kaj je najpogostejši trik, ki ga uporabljajo napadalci pri phishing napadih? Ja, zdaj te phishing napadi, to je zelo veliko različnih trikov. Zdaj verjetno ste jih mogoče tudi bili tudi sami deležni, ne vem, DHL je imel recimo, dostavili smo vam pošto, pa jo niste dvigali, klikni tukaj, da vidiš, kje je. Zdaj vsak je že kdo nekaj naročil, pa reče, joj, sej verjetno je bil pa res moj paket, pa se parjav, pa dobi gesla. Bil je recimo z NLB-ja
so sredstva bila zadržana, pa da naj povejo, kam naj nakažejo, pa so ljudje res pošiljali TRR-je. V bistvu, bom rekla, ti da si v bistvu sploh ne pomisliš, da je to lahko, bom rekla, kibernetski napad. Tako da vsakič, ko vas kadarkoli, kdorkoli, tudi, ne vem, konec koncev vaša banka, ne vem, najpogostejša trgovina ali dostavljalec ali kdorkoli pa že, ali pa konec koncev maila, mogoče Apple trgovina je bila zelo zanimiv primer, ker so pošiljali pošto, pa so rekli, kupili ste, ne vem, to pa to aplikacijo v tem pa tem znesku, kolikor je pa niste, pa je prišlo do pomote, pa vpišite svoje podatke sem, Ja, seveda, ker drugače bi jim pa, so se pa ustrašili, da jim bojo trgali znesek, Se pravi, bom rekla, na to noto ciljajo, da se počutiš čim bolj sigurno, saj ne more biti, Tako da na nas je samo to, da ko nekdo zahteva od nas neke podatke, se pravi osebni podatki, mail, tudi mail je osebni podatek, moramo biti res pozorni, ali pa vsaj še enkrat preveriti, mogoče poklicati koga, a je to res potrebno, Tako da to so taki triki sistemi in načini, da bom rekla, da res ne moramo reči, da se jih lahko, vsak to lahko naredi, Se pravi, toliko hitimo vsi, toliko, bom rekla, smo ne več toliko pazljivi pri vseh stvarih, sploh zdaj, ker vse na internetu in vse na mailih in vse da hitro kaj spregledamo, Ok, hvala gospa Prhaj za vse odgovore, hvala tudi za prisotnost vašim sodelavcem, ampak glede na to, da imamo še eno vprašanje, bom za trenutek še malo vas zadržal, ali lahko pride phishing mail iz uradne domene? Ja, najverjetneje ja, lahko zakrivijo, lahko jo ukradejo, so pa zelo pogosti, da smo recimo, da so kakšno črko dajo stran, ker ti v bistvu mi smo navajeni, da več ne beremo, ampak pogledamo, se pravi ta slikovna zaznava. Kakšna črka, ki je spremenjena, recimo mi smo tudi imeli recimo v službi testa, da so nam iz službenega maila, ki je samo ena črka bila spremenjena, pošiljali in je bilo velik procent pošte, ki je bila odprta. Se pravi, lahko ali, bom rekla, ukrade ali pa malo spremenijo samo črko, ki je marsikdo sploh ne zazna. Tako. Ok, jaz želim vsem skupaj, da raje ribarite kje v breki ali na morju, kot smo žrtve ribarjenja. Verjamem, da se kmalu spet vidimo na naslednjih SBC webinarjih, v vseh aktualnih terminih vas bomo sproti obveščali. Mogoče samo ta informacija, v sredini novembra pripravljamo tudi SBC webinar s podjetjem Deloitte na temo, kako prepoznati in se izogniti poslovnim prevaram, aktualni trend, to bomo imeli 15.11. Tako da vsem želim veliko uspeha v boju z vsemi možnimi virusi, od covida do kibernetskih. Ostanite zdravi in srečno tudi še naprej. Hvala lepa. Hvala, tudi pozdrav z naše strani.